Ljudje in ljudine, poslušate Obot 29. epizodo, drugo epizodo druge sezone. Kaj je podcast Obot? To je podcast, katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z. Obot, oddelek za behaviorizem, oidipalnost in dušeslovje. Smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in moja malenkost Aljoša Harlamov. Skratka, druga epizoda druge sezone, ki odpiramo z drugo sezono serije Mindhunter oziroma Dušelovec, ki jo lahko bingenete na Netflixu. Prva sezona je še iz oktobra 2017, druga je letošnja, avgustovska. O tem bomo snemali, to je po intru, skratka, za tiste, ki ste gledali, ostanite z nami. Skratka, hvala vsem, ki nas poslušate. Ob gledanju serije Mindhunter smo se naučili, da ste stari okoli 30 let, najverjetneje moški, da znate slovensko, da imate prefinjen okus za filme, serije, knjige in podcaste. Kaj še to me malo skrbi za kongres. In da ste najbrž nekoliko neorganizirani, imate malo družabnega življenja, predvsem pa ste bodisi prekarec, bodisi delate v javni upravi, kar vam dovoljuje nemoteno poslušanje podcastov v dopoldanskih urah. Vam gre zahvala, da še naprej počnemo, kar počnemo. Hvala vam. Še preden Še preden začnemo, resno sedemo za mizo z največjimi morilci 70-ih in 80-ih in 60-ih na zadnje. Standardno opozorilo, ta epizoda bo vsebovala kvarnike. Če tudi v resnici ni kaj dosti za pogovarjati pri Mindhunterju, se ne bomo zadrževali in bomo govorili o vsem, tudi o njihovih mamah. Če še niste pogledali serije, bodi si nobene, bodi si obeh sezon, pa bi želeli, nehajte poslušati na tej točki, počakajte na vikend, pinčnite in se vrnite k epizodi, ko vam uspe pogledati vseh 19 epizod. Mislim, če so prekarci, lahko kar takoj. Imaš prav. Ne rabite čakati vikend, za vas je vsak dan lahko vikend. Pa tudi vsak dan je lahko delovnik, kar žal ni tako smešno. Kaj se smete? Če pa ne boste gledali, pa nam sledite, nedobesedno. Skupaj se bomo odpravili med spolne fantazije zelo, zelo poškodovanih človeških bitij. Maestro, čakamo intro. Ok, draga moja, jaz sem bil zelo zaostanko s Mindhunterjem. Prvo sezono sem pogledal med tednom, drugo sezono sem zdaj res bingno čez vikend, ker je samo 9 delov. Kaj sta vidva počela čez vikend, če ne bomo tega poslušali v rubriki, kaj gledamo, beremo, poslušamo? Pač družinski. Družinski live, ja. Kako lepo. Ja, jaz tudi, jaz sem družinsko srečanje v sred Halosa. Jaz pa Črnem baronu, Lečniku. Ok, dobro. Ja. Skratka, mi smo trenirali z zračnimi puškami. Okay. Mislim, da po mojem smo nehote ustanovili Haloško vardo. To smo rabili. S podarkom na nehote. Ja, skratka, jaz sem gledal Mindhunter. Jaz sem gledal Mindhunter prvo sezono binžno oktobra, ko je ven prišla, tako da točno vem, kak si se počutil, ker oktobra 2017, kdaj je bilo, ker je, tako kot je kolegica Ana zadnjič povedala, čist nemogoče nehati gledati, ko po prvem delu not padeš, ker te Fincherje v tale vibe čist pretegne. Ni toliko pomembno, kaj se dogaja, kot to, kako je posneto. Ja, no, super. Jaz mislim, da je to res dobro izhodišče za začetek pogovora. Najprej mogoče povemo še nekaj informacij. Ustvarjalec te serije Joe Penhall. Jaz sem malo čekiral in do zdaj v bistvu nikaj dost drugega naredil, neke gledališke predstave, dobo sicer ful nagrade za to in neke muzikle, ampak dejansko je to top. Ta serija pač njegov nek začetek in odličen začetek, moramo reči. Ne? Drugače pa so egzekutivni producerji. Egzekutivni. Okay. Pač producenti tega so med drugim seveda tudi David Fincher, ki ga bomo danes verjetno dostkrat omenjali, in pa Charlize Theron.
zraven vseh drugih. Je pa sama serija posneta po knjigi Mindhunter Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit, ki sta jo napisali Johnny Douglas in Mark Olshaker. To pač povem za tiste, zdaj v Amazonu imajo cel paket in tudi knjiga ima neko naslovko podobno za serijo. Jaz žal nisem imel priložnost, da bi prebral še tole, sem pa vmes mal googlal pač razlike med tako, oziroma kaj se, in se v bistvu ni kaj dosti povedati, je pa pač se mi zdi zelo zanimivo, no, pač serije, ta dva lika, ki sta, se pravi Douglas in Olshaker, sta Holden Ford in Bill Tenn, skratka, glavna junaka sta nekako posneta po teh dveh likih in ta knjiga je pač resnična pripoved o tem, kako so ustanovili to behavioristično enoto na FBI-ju, no, kar se meni zdelo zelo zanimivo. Povej, Igor, nekaj si hotel. Ti vseeno nisi omenil, kdo je režiral, ker to je tukaj zelo pomembno. No, David Fincher ni zgolj producent, ampak je tudi režiral kar 7 epizod, kar je v bistvu praktično 7 Fincherjevih filmov, če te gledamo. Oziroma... Čakaj, to je v prvi, ali sem prvi ali v obeh? V obeh skupaj, ne? Tri filme. Tri filme, dva, če vzameš onega Zodijaka. Zraven je še Andrew Dominik, ki je tudi odličen režiser, je 2 epizodi v tej drugi sezoni režiral, je naredil med drugim tisto Killing Them Softly, pa Jesse James in izdajalec Robert Ford, oba super filma. Asif Kapadia, dokumentarist sicer, ki je naredil Amy, in izpostavil bi še Tobiasa Lindholma, ki je naredil dost scenarijev in tudi režiral te danske filme A War. Naredil je scenarij za Love z Madsom Mikkelsonom v glavni vlogi. V glavnem zelo, zelo izkušeni režiserji za točno ta žanr. Dobro, on je dokumentarce delal, ampak tudi tisti dokumentarci so zelo dramatično narejeni. No. In moram reči, da jih Fincher razume in točno to dobi iz njih, kar je najboljše za to. Meni je zanimivo pred celotne, če gledaš obe sezoni skupaj, ne, da jaz sem vedel, pa spremljal zraven, da so to drugi režiserji, ampak ta Fincherjev pečat je, mislim, orang zapečen na vso to patino gor, ne. Zdaj ne poznam sicer teh drugih, koliko so njihove individualne odlike prišle skozi, ne, v končni izdelek, ampak sumo sumarno, če pogledaš obe sezoni skupaj, bi lahko rekel, to je Fincher, v nulo. Absolutno. To, kako prikažeš like, kako se ti gibljajo v prostoru, perspektiva dogajanja je absolutno Fincher. Ja, kamera vedno nastojala, občasni peni, približki, pa predvsem montaža. No. To je pa tako v nulo izvedeno, da samo stoj pa gledaj, no, mislim res. No, skratka, se o tem bomo še govorili. Skratka, kup odličnih režiserjev smo slišali. Medtem ko med igralci niti ni tako, jaz zdaj sicer nisem toliko pogledal. Jonathan Groff v glavni vlogi je eden od glavnih igralcev v enem najbolj popularnih filmov vseh časov. In to je? Ledeno kraljestvo. Zdaj bom pa jaz jih oddajno. On igra, mislim, da mu je tam ime Johan, Lars, kaj te zvem, glavnem. Princ ali ne vem. Ne, ni princ, ampak je fant, ki so ga vzgajali troli in se potem zaljubili. Internetni. Skratka, on je ta, čeprav ta McLean, ki ga tenče, tudi tako znan stranski igralci, ful različnih. Jaz sem najbolj pač pa Anno Torf pač najbolj poznam, ker je igrala v Fringeu, no? Ki ga sicer nikoli nisem pogledal do konca, gledal sem prvo sezono, okay? Mal mi je tako za lase privlečeno vse skupaj. Ena najbolj subtilnih mi je bila v Fringeu, ki grejo v zapor, ki je v Nemčiji lociran, ne? In se imenuje Wissenschaftsmuseum Gefängnis. Tako se imenuje zapor? Ja. Science. No, raznostrvenike noti trpajo. Točno to. No in tam noti je zaprt Jared Harris, ki takrat sem ga prvič opazil in že zaradi Jareda Harrisa sta prvi 2 sezoni Fringea. No, sicer bomo o igralci govorili, no, ampak malo kasneje, ker jaz mislim, da je to ena serija, ki ima ogromen, krasen cast.
o katerem res moramo govoriti, pa to niso ti trije glavni junaki. Ampak skratka, če bomo mogoče začeli tako, kot ponovadi, Mito bo mal obnovil štorijo Mindhuntera, oziroma da vemo, o čem serija sploh gre. Torej, kot smo že rekli, to prikazuje začetek ustanovitve oddelka za behavioristične znanosti znotraj FBI, ker predtem so pač morilce lovili po klasični Cagney metodi, kao najti dokaze, zasledi, pa je to. Medtem ko pa tale oddelek skuša sestaviti profil morilca, pa loviti prav te dotične serijske morilce, ki so se začeli po 60-ih bolj ali manj pojavljati, bolj množično, da se tako izrazim. Še najbolj, za tisti, ki ne veste, kaj je to, Silence of the Lambs, ko jagnječki umoknejo, to je to. Jodie Foster igra v bistvu članico tega oddelka. Ne? Tu pa sam nastanek, torej glavna zgodba je potem, kad tale dva, Holden in Bill, začneta potovati in predavati policistom po Ameriki, kako se skušati približati z psihologijo nekim osumljencem, kako jih zasliševati in tako naprej. Vmes je seveda zmešano malo njunega osebnega življenja, pri Billu predvsem družinsko, medtem ko prehodno njegovo ljubezensko razmerje v prvi sezoni, v drugi sezoni je malo prihodno malo drugače, ljubezenskega razmerja več nima, ampak ima neke tesnobne napade, panične napade, medtem ko pri Billu se pa bolj zakomplicira z srečkom. In seveda ženo tudi. Priključi se ima pa tudi akademska raziskovalka, kako bi temu rekel, freudovske, mislim psihologinja, no? Ki ima skuša postaviti v bistvu njuno, kako naj temu rečem, njuno raziskovanje na metodo, na neki znanstveni osnovi. Ona je v bistvu ni bliže je Skinnerju kot Freudu z tega stališča, da bolj strukturira behaviorizem, ne, nazadnje se tudi imenuje on je, behavioristična enota in ona proba najti tu strukturo na osnovi vzorcev. Ne? Ja, čeprav, mislim, Freud se mi noter uriva zaradi vseh teh spolnih indikacij, ki jih uporabljajo noter. Ampak v osnovi brez Freuda ne moreš iti v psihologiji. Metoda, ki jo tu bere, je pa bliže Skinnerju, ali pa tudi ne nazadnje Maslowu, ki je Maslow je gledal pač kaj imajo skupnega uspešni posamezniki in kako to doseči. Oni gledajo na malo manj uspešno, oziroma na uspešno v posebno drugačen način. Mislim, meni je čar to je osnovna premisa, ne? Sam potek, da bi ti zdaj razložil, kakšen del zgleda, je pa takole, ne? Skratka, imaš te njihove medsebojne odnose med temi tremi partnerji, kako spostavi to vrh FBI-ja, ki jih ali razume ali pa ne razume, jim skuša pomagati ali pa polena pod noga metati. Potem sama ta potovanja po Ameriki, po raziskovanje in predavanje. Glavni del so pa seveda zasliševanja teh serijskih morilcev. V prvi sezoni intervjuji, pardon. So pa, v prvi sezoni je predominantno v bistvu Ed Kemper, The Co-Ed Killer, medtem ko v drugi sezoni se pa začnejo širiti na več, torej Sam of Sam, Charles Manson in to še bomo kjer ga omenili. In meni je tu čar te serije, ker v bistvu, po moje, če bi bil na onem sestanku, ko so skušali prodati idejo Netflixu, je bilo po moje, mi bi radi posneli suspense detektivko zmešana z behaviorističnim oddelkom FBI-ja in vsa akcija bo v dialogu. Zdaj pa to mora biti posneto v nulo in ti dialogi so meni vrhunsko posneti, vrhunsko spisani, pa igra je odlična, vsa ta miniaturna igra z mimiko obrazov, pa teles je tukaj izjemna. Ja. Ne, igra je fenomenalna. Te igralce smo že videli drugje igrati, pa nikoli niso bili približno toliko dobri. Toliko živeti v lik, toliko prepričljivi in toliko zanimivo, kako se odnosi med njimi pletejo in nadgrajujejo in prav je vse skupaj bližje, ne vem, Mad Menom kot pa neki klasični kriminalki v končni fazi z tega stališča, ampak za razliko od Mad Menov ni bistvo v neki drami ali pa komentarju družbenega razvoja ali česarkoli, ampak je vseeno bistvo v iskanju morilcev in odkrivanju zakaj in kako. Tu bi še dodal, da v bistvu, ko v samem intervjuju je ful pomembno, kako, ker v bistvu intervjuji so prostovoljni, oni ne zvijajo tem morilcem roke, kao pridza boš pa povedal, zakaj si ti nekoga, ne vem, ob glavo pa bla bla,
ampak kako se preko intervjuja z podajanjem ravno dovolj informacij z obeh strani, ne, skuša dobiti čim več od morilca ven. In to me je dobro, ne, da v bistvu, ker Holden, koliko se on investira, medtem ko Bill je vedno sumničal do teh morilcev, je bolj ali manj skeptičen, zakaj sploh to počnema. Ne. Ja, ima vse neko moralno distanco, ja, Holden zgleda, kot da je nima. Bolje tisti, kako ne rečem, skali element noter, če brez znanosti, medtem ko Holden je pa vernik, ki ga to celo na pol rajca. In to me zanima, ta tiha borba v dialogu. V bistvu je to action scene te serije. To so akcijske scene, tudi zmontirano je zelo tako na suspenzu zgrajeno, pa kdaj se potem obrat v dialogu zdi, kdaj zveš, da je v bistvu nekdo zadobo nekaj pomembnega ven. Ne, tukaj v drugi sezoni recimo je najbolj tak narejeno tist, ki tale doktorce zaslišuje. Tisti je najbolj akcijska scena, ker res ne veš, kaj se bo zgodilo, ko vidiš, kako on Joel, kaj je, zajebe na polno, zmrzne, blebeta in potem ona spelje zadevo in pelje in gre in potem se ustavi in je tak, fuck! Zelo, zelo dobro narejena tista scena. Od teh zaslišanj mi je bila najbolj všeč. Malo sem pričakoval več mogoče od Mansona, da se bo vsaj dvakrat pojavil, ampak... Ja, to smo vsi. Tok so ga hypali že celo prvo sezono, moramo dobiti Mansona, hočemo Mansona, pa je v bistvu, čeprav ta igralec pač Damon Harriman, ki ga je igral Mansona tudi v Tarantinovem filmu, kar je pač zelo zanimivo, je izjemen. Noro dober je. Sem pač res tako sam enkrat, je mogoče bo v tretji sezoni ali še kaj, ampak res je sam enkrat in to je to. Ne? Meni se zdi, da v bistvu kao mogoče upravičeno, da sam enkrat, kad tudi oni sami polemizira, zakaj mi sploh njega intervjujemo. Zvezda je v zaporu, ampak on dejansko tehnično ni serijski morilec. On ni nobenga ble, ne? Ampak kako jo povozi, ker v bistvu špila na neke intuitivne note, ki se Billu dogajajo v zasebnem življenju in ga čisto povozi. In kar hitro vidi, da ima bolečo točko, drži, stiska, pritiska. In bilo sam tako, samo nabija, sam vidiš mu ne žile. Veš kaj meni noro v tej sceni? V bistvu, ker kamera bolj ali manj potuje preko teh treh osi, torej Manson je v nekem kadru ali se pogovarja z... Če me je Manson nad njima, ker je majhen in skuša kompenzirati za njegovo majhno rast. Ampak tist en trenutek, ker se kamera iz, kako ne rečem, teh horizontalnih orientacij med enim pogledom pa drugim pogledom levo desno, kar naenkrat dvigne, ko Manson skoči v luft, ko se v bistvu kot nek lik Jezusa celo postavi z rokami razkrečenimi, dolgimi lasmi, brado, njegov obraz v senci in pol v bistvu... Mislim, tista mene šokirala, jaz sem se vstrašil malo, ker je tako dobro narejeno s tem velikim suspenzom, tudi Tina, ki je zraven me gledala, oba dva smo malo nazaj skočila, mislim, tako dobro je to narejeno, Nora. Če smo že pri tem, kak je stvar posneta, pa še to treba reči, da je vredno vzeti oni 4K paket na Netflixu, ker je razlika kakovosti slike in je ful boljš. Ja, pa FBI pokliče, da še 4K televizijo dostavijo. Če že imate 4K TV. Ne, skratka, če govorimo o Mindhunterju, govorimo o morilcih in govorimo o igralcih, ki igrajo te morilce. Med je Ed Kemper tudi. Kar je mene prvi sezoni in zaradi česar mene stvar začela zanimati, pač jaz tudi nisem imel dosti informacij, pa če sem slišal, da je to pač serija, ker intervjujejo serijske morilce, nisem pa vedel, da bo v ozadju pač vsa ta zgodba razvoja tega in da bomo sploh videli pač like kot njihovo, kot da imajo neko štorijo. In me je tako v začetku me zanimalo, ampak vse do tega intervjuja z Ed Kemperom je bilo, pa ne vem, če mislim, da v prvem delu še ni nobenega tega intervjuja. V drugem delu, ko pa začne ta intervju, mi je bilo pa tok fucking fenomenalno, ker je res ta igralec, ki posebej tako nekega medvedka, ki se tako... In to je mene bolj kot Manson, recimo mi je bil Ed Kemper, ki je v bistvu tako zelo prijazen, s Holdenom, on je njegov prijatelj, ima ten tak odnos, piše mu pisma, pol zakaj ga ni, pa nekaj tako. In ves set je tako... Ena taka prijaznost in je ful je ustrežljiv, ful ima hoče povedati, to je pač morilc, ki bi sam govoril, pač vse in o sebi zelo analitično razmišlja, ampak pol seveda, ker pomisliš, fuck, kaj je v resnici on naredil, ne? In to meni je ta moč in meni zato druga sezona malo zgubi, ker začnemo s to proceduralko, pač lovimo morilca teh otrok in vidimo trupla in vidimo te stvari, ker predtem se mi je zdelo dosti večja groza, ker nisi nič videl. In si bil ves tako, pa se ta Ed Kemper, to je en tak tip, s katerim bi ja šel na pivo.
Fuck off, ne? In to se mi je zdelo, to se mi je zdelo tako dobro narediti in tako pritlehno, ker ti kot gledalcu da en izziv, ker imaš neko empatijo s temi ljudmi, hkrati pa se večkrat moraš tako zavedati, čakaj malo, to so res, mislim, prvič, grozne stvari so naredili in drugič, ko začnejo govoriti ljudje o tem, kaj se je njim dogajalo, pač imajo tudi grozne življenjske zgodbe, ne? Kako so njihove mame, očetje z njimi ravnali, to se pač meni zdelo, zelo se me je dotaknilo tako. In ravno zaradi tega bi jaz rekel, ker nismo nič od tega videli, ampak je vse skozi res odlične dramske dialoge, no? To se mi je zdelo. Ne, s tem se tudi odlično izogne kakršnemu koli poveličevanju, kar je dostkrat problem pri jagenčkih, recimo, vse ko jagenčke pogledaš, kdo je najbolj cool lik. Hannibal. Ne, jaz sem hotel reči Buffalo Bill. No, ampak večina teh filmov o serijskih morilcih do zdaj, pa tudi serij, Dexter, poveličuje tega človeka. Tudi, ko ga skinejo na koncu čega, ker Silence of the Lambs niti ne, ti navijaš za njega, ne? Tukaj pa ne, niti približno, nobenega od njih. Ja, s tem, da ravno zaradi tega meni, ko jagnčke omoknejo, se mi zdi še okej. Vsi ostali nadaljevanjami pa niso več v redu. Ravno zaradi tega, ker pač preveč začne s to mitologijo morilca in on je kar naenkrat nek napol good guy, napol bad guy, ne vem kaj, ki je pač ljudi in ljudje so zaljubljeni van in vsi tako čisto nori na njih. Mislim, da so pač vsi naslednji deli od jagnčke omoknejo v bistvu zaljubljeni v karizmo ki se pa tega lika. Ne pa več v zgodbo. In nekaj podobnega je pa zanimivo, ker zdaj, če itak bomo malo skakali, recimo serija Hannibal, ima pa neko drugo stvar, ki se meni zdela zelo močna. Tam je pa neka estetizacija trupla, kako bi človek temu rekel, pač tega crime scena, ker imaš res prelepe in grozljive posnetke teh trupel, pa nekih teh različnih dispozicij, v katerih dajo pa njihovih metod, teh morilcev. In je to res ena od serij, ki je meni tako ena najbolj fotografsko fenomenalnih serij, ampak točno to se tudi njej zgodi. Začne se zgubljati v nekem poveličevanju teh ljudi, nenadoma se vsi med sabo poznajo, se pogovarjajo, kot da imajo nek krožek, res butasto na koncu izpade. No? Meni že malo izpade, v bistvu Hannibal v tretji sezoni smejo že s tem probleme, ker v bistvu vse je bilo nekako kao zelo gnusna umetniška inštalacija. Točno to je. In potem si samo še čakal, da Will reče, kao, this is my design. Tako je, dobro, zdaj gremo naprej. Pač to se mi zdi pač super. Je pa druga stvar, recimo, tle pa tudi dober se mi zdi pri Mindhunterju to, kar mogoče tudi kje druge ne uspe, to kratati, je to, kako recimo Holden, kar smo že prej omenjali, ful nam psihološko vplivajo pač to raziskovanje teh umorov. Ne zdaj točno tok, ne točno sam vse po to, da bi zdaj on postal morilca, pa da bi ga, ne vem, tok se spuščal v mračne, lastne, duševne motnje, da bi ga to, ampak vseeno pa vpliva, ne, a vemo, ko se sreča z tem Jerryjem Brudusom, ki ima ta food fetiš, imamo nek feeling, dobimo, da tudi njemu ni, da tudi njemu je cool, ne, pa z ono punco, neki malce je tudi prestrašen, ki ima ta erotični prizor, skratka seksata in on več čas gleda njene čevlje speto in ga malo prestraši njega samega, ker se mu zdi to cool in pol kar ne more nehati, ne. Po drugi strani pa tisto, kar se meni zdi zelo pač super, je ta Holdenova reakcija, ki pa je dost bolj prefinjena, namreč to, da on postane vedno bolj fucking samozavesten. On zdaj ima sebe za strokovnjaka, on ve vse o tem. Nenadoma postane tako, jaz vse obvladam in ga to moti pri delu s policijo, ker jih skozi je pokroviteljski do njih, skozi ga more Bill nazaj držati, ker on kar neki, tudi do šefov je tako, totalno nič ne vidi. Najboljša scena je v bistvu pol, ko ga, mislim, v drugem delu prve sezone, ko ga tist v pokoju, ko se upokojuje, direktor ga napizdi čist. In tisto mislim, da je ključno, ampak ga ne ustavi. Nov šef ga sem napumpa in pol vsi ostali delajo s Holdenom v rokavicah. Edino, kjer se pokaže mogoče malo v njegovem razmerju, zato on zgubi pač to punce, jaz sem šel pol to še nazaj gledati, ker me mi to spomnil, jaz tudi čisto malo pozabil, kaj se je med njima dejansko zgodilo, ker res tako. Sicer eni pišejo, da pač tle vpliva na njegov odnos do žensk, pač, ampak jaz mislim, da ni to poanta. Pač on njej v trgovini, ko nakupujete in on razlaga neke svoje težave, ki jih ima,
pač sploh je noče poslušati. Ja. In ji pač reče, kaj ko ti enkrat ne bila pametna, ampak bi sam bila moja punca in bi mi pač kimala. A več, in bi potrdila mojo pač pamet. Ne? In pač ne gre, jaz mislim, da tle ne gre toliko za to neko mizoginost, ki jo on pač iz tega potegne, ampak preprosto z tega, ker on res ima feeling, kot da je on zdaj totalen strokovnjak. Ja, wunderkind in da obvlada. Kar sicer tudi serija mal tako ene stvari meni niso to, še se mi zdi, da mal manjka. Nenadoma Holden res postane totalen strokovnjak za psihologijo, brez nekega vsakega treninga in izobrazbe. Stvar je v tem, koliko sem jaz bral, da oni gradijo na to na zelo dolgi rok. To je pač en del njegovega loka, ki bo pripeljal do tega, da ga bo zrušilo brez skrbi. Je pa vprašanje... Vse nas ni skrbelo, skrbi nas zdaj. Je pa vprašanje zdaj, če bo to dejansko šlo skozi, ampak stvar je v tem, da oni imajo, koliko jaz vem, planiranih 5 sezon. Pri čemer je tale BTK Killer, ki ga cel cel spremljamo vmes, človek, ki so ga aretirali... 2015. Ja. Glede tega je zelo zanimivo, kaj bo z tega. To sem tudi hotel odpreti. Skratka, imamo ene prizore, ker se skozi celo prvo pa drugo sezono pojavlja pač en morilc. V drugi sezoni celo pač Bill gre svetovati oziroma pomagati pri iskanju ravno tega človeka, ne, čeprav dejansko nikoli ne pokaže njegovih umorov, ampak kaže samo bolj ali manj njegove neke osebne priprave. Tako, priprave, pa neko osebno življenje. Tako, no, to je njegove artefakte, ki jih je zbiral iz teh umorov. In je zanimivo, je točno to, kar Igor omenil, ker to pa je en morilc, ki so ga 2015 in vprašanje, kam bo teh 5 sezon šlo. Mislim, samo serija pospešeno, mislim, fura cajt, ko v prvi smo bili torej leta 77, če se ne motim, zdaj smo bili že leta 82, glede na Atlanta Killer, ki so ga ulovili. Mislim, da so ga dobili dejansko leta 80, 82 so ga obsodili. Nekaj takega. Tako da mislim, da serija bi bila sposobna. Bral sem o tem, da Fincher je rekel, ne grem v to, če ne bom posnel 5 sezon materijala, za kar imam pripravljen material. On je prodajal 5-0. Tako da jaz upam, da bo tu Netflix poslušal, pa šel skozi s tem. Gre pa Fincher zdaj še film snemati vmes. Dobro, to je zdaj na 2 leti, pa dobro, če so še drugi režiserji tu posredi, najbrž bi šlo. Jaz sem upam, da pač, da se bo držali tega, da to je zdaj se mi zdi zelo super, pač Holdenov ta. Čeprav jaz malo pogrešam njegovega zasebnega, to sva si že z Mitotom pogovarjali, pač drugi sezoni je on bolj tako, pač ima ta panic attack in to je dejansko to. Pa tudi ne izkoristijo tega. No dobro, se pravi, mogoče še res bojo, ne. Ampak res, ne fura, več on postane popolnoma samo fokusiran na ta primer in to je to. Sicer se tudi logično, ne, po izgubi razmerja, on zdaj res ima sam službo in tudi zameri Billu, ne, mislim zameri. Pač ta konflikt pride, zakaj Bill se vozi sem in tja, dokler mu pač Bill tudi ne pove. Čeprav meni je bil ta konflikt zanimiv v drugi sezoni, ker nekako se preusmerimo bolj na Billa, ne, v drugi sezoni, ki pa ima družinske probleme, ker pa spremljamo njegovega sina, ki pa kaže, ali pa vsaj serija nam skuša preko, kako naj temu rečem, asociacije, ki spremljamo, ne, nakazati, mogoče pa tam mali ratuje eno od teh istih idiotov, kriminalcev, ne, ki so v zaporu, ne, in Billa to skrbi, seveda zaradi teh izkušenj, ne. In ta njun konflikt je spostavljen, Holden je pa popolnoma investiran v šiht, ne. Pričemer je pač meni zanimivo, ker Holdenova ideja ves čas je preprečevati, ne dejansko sam, da bi lovil, ampak da bi lahko preprečevali tudi, kar on naredi pač s tem ravnateljem, kar žgečka otroke po podplatih, je tako zelo sivo področje, ker on se resnično spusti zdaj v to, da bo on zdaj preprečeval, da ljudje pač postanejo morilci in tako. Kar je sentiment, ki ga razumem, ampak je tudi zelo težko na sodišču. Seveda. In to mu FBI skuša non-stop dopovedati. In tudi z polkom mu ga pač žena ta napade, tudi malo dobimo, mislim, da tudi on dobi malo dvoma v to, a je prav naredil, ker je v bistvu tega ravnatelja pomagal, da ga odpustijo. Dobro, žgečka otroke, se tudi meni. Absolutno bi me motilo, če bi ravnatelj žgečkal mojega otroka. Come on, it's the 70s, man. Tudi bi me motilo, če bi mene ravnatelj žgečkal, ko sem v 80-ih hodil v šolo. Mislim, človek, ki ni imel zob, pa se mu je zdelo v redu hoditi v službo. Mislim, en del mu je falil, se mogoče si je vsake toliko a potem takem kao, lahko me žgečka samo mej zobe zraven. Glej, ne. Vse to je, ampak je... Ni sivo območje. Je pa malo paranoje, mislim, vseeno občutimo na koncu, da je malo te paranoje, čeprav jaz, ne vem, mislil sem, da bo mogoče celo morilc pola pa nekaj. Ko me malo me vmesno skrbe, takrat, ko so, ravno ko so tega dojenčka našli pri Billu, jaz sem ne premislil, da je to pač
šolar in tako sem že mislil, zdaj bo pa ta nenadoma začel pobijati, ker je pač tako in hvala Bogu niso šli v to smer. Je pa res, da eni nakazuje, bral sem nekaj tudi na forumih, ene, da ne bi pač to, kar se pač Holdno dogaja, da ne bi on postal morilc na koncu, češ da. In jaz se res upam, da ne bo šli. Ne, mislim, definitivno je to stvar, da temelji na oni knjigi in dejanskih ljudeh. Ja, čeprav so jim dodali stvari kot so dodalno. Ja, vem, ampak ne bojo šli tako daleč, da bo on zdaj postal serijski morilec, zato ker to je vseeno v nasprotju s vsem. Pa tudi ne vidim osnove, zato ker v bistvu to, kar si rekel za prvo sezono, ta odnos, ki se Holdno bolj spušča v te bolj seksualne raziskovanja, bom tako rekel. Jaz ne bi rekel temu, da on pade v neko temo ali pa da bolj raziskuje temno plat svojega spolnega življenja, ampak mogoče ne bi pa lahko obrnil pa rekel, kaj pa če on raziskuje ravno zato, da ne zapade isto kot ti morilci v neko frustracijo spolnosti, ne? A veš, ker vsi ti morilci, koliko nam skušajo prikazati, imajo oranj frustracije, predvsem pa v spolnem življenju, ali so prikriti homoseksualci, ali jih je mati zlorabljala, pa jim devala napačne tele oldipalne like, ali kako naj temu rečem, ne? A veš, jaz na deloma lahko gledaš tu na ta način. No? Ne, se z tega vidika se meni zdi v tej seriji zelo pomembno, da je Anna Torf oziroma onega Wendy Carr, da je lezbika. V tem primeru se mi pa zdi res zelo pomembno, ker pridemo do tega, da seveda, govorimo o 80-ih, 70-ih, ne, da so oni seveda imeli homoseksualnost še kot eno od bolezni, da je tle, in da je bilo zelo nevarno, da mi pridemo do tega, da so pa zdaj serijski morilci geji in da so zato serijski morilci. Ne. In je bilo treba, jaz mislim, da pokazati, da pač obstaja normalna razrešitev nekega seksualnega konflikta in pa pač nekaj patološkega. Ne? Ja, ampak dejansko potem ona opiše svoje razmerje z svojo bivšo, ki je bila tudi njena šefica na zelo patološki način. Ja, ampak je uporabila to kot orodje za pridobivanje podatkov. Pa je mogla zopet prikriti, ne, tole se zlagati. Ja, vse sem si sam zmislila, veš, to, kaj si slišal na traku v intervjuju, ni res. Je pa zanimivo, da so njo zelo spremenili. Ne? Mislim, ona oba dva bila kriminalista oziroma FBI-eva agenta. Ona pa je bila medicinska sestra, ki je sodelovala z njima, ampak je imela ful izkušenj iz tega obdelave podatkov. In pač tudi drugih, in tu so iz medicinske sestre v bistvu nadgradili v doktorco znanosti, kar običajno pač da ženskam večje joške, kot so jih imeli v resnici, pa je to. Okay. Hvala Bogu, tle Fincher, kaj je mogoče malo bolj subtilen. Ja. Ne, ja, meni se zdi pač to zelo pomembno. Pa tudi fino je, se mi zdi, da imamo zdaj pač nekako, v prvem je bilo res toliko bolj na Holdno, vse skupaj skoncentrirano, se mi zdi, da je fino, da v drugi sezoni malo dobimo še od njo, no? Neki background story, ker drugače bi res bilo tako, kot da je sam on pomemben in ne sam tako on totalni nek genij ali ne vem kaj. No vidi se tudi prednost te serije je, da lahko naredijo teh 10 epizod ali kolikorkoli jih pač naredijo takrat, ko so pripravljeni na to. Ker če bi bili zdaj network, bi oni morali imeti, ali pa HBO bi oni morali imeti vsak september pripravljenih 10 delov. Pa štancati in to pri tej seriji ful se pozna. To, koliko je natančno, počasno sestavljeno skupaj, je njen glavni čar. To je v bistvu Netflix je narejen za Finchera, ki ima, mislim, da včasih tudi po 100 ponovitev lahko enega prizora, ne, pa reže celo v bistvu v montaži ven en del kadra napram drugega, ki mu je bolj všeč kot pa v tistem tejku, ne. Tako da to gleda za njega narejeno. Ja, ker tudi pač se pravi mar varira, ne, prva sezona ima 10 delov, druga ima 9, tudi časi so šli zdaj pač, ker na Netflixu to malo bolj pozorni, recimo prvi del je bil, ne vem, uro pa neki, pole sta 2, 3, 3 četrt, pole kar spet 1 uro pa nekaj, ne. Pač zame si točno toliko časa, kad misli, da ga rabi za eno epizodo. Tudi to se meni zdi pač zelo fino, ne, da imaš pač točno to svobodo, da lahko rečeš, da ta del bo pa zdaj uro 5 ali pa nekaj, ne, drug del bo. Vse to smo že gledali recimo pri Game of Thrones, ne, kjer so točno to, kjer so rabili bitke, so imeli pač daljšo epizodo, ne. In to se meni zdi zelo pozitivno, ker lahko ti neko zgodbo pač in da imaš točno toliko časa, da ne hitiš po eni strani, ali pa po drugi strani, da neke teh cliffhangere, kakršnekoli, pač, da imaš recimo, da jih na silo pač na hitro ne narediš, ne. Da imaš res dovolj cajta, da narediš točno to za ta del. In to se meni zdel
tudi tle zelo, zelo fino. No? Ja. Kaj bi še primerjali Mindhuntera z drugimi zadevami o serijskih morilcih? Ja, se nekaj smo tega. Jaz bi recimo mogoče tle, jaz sem še dopisal pol kasneje, omenjali smo Hannibal, skratka serijo tudi, da ne pozabimo. Criminal Minds, ne vem, če to kdo gleda, to je taka proceduralka. Jaz sem to začel gledati, skratka tega je zdaj že 15. sezona. Jaz sem to prvo sezono gledal, zato ker je bil ta Patenkin zraven, kaj že je. Ja, in je bil super, pač prvi 2 sezoni sta super, je pa mi tako zanimivo, ker res nikoli nisem tega tako resno jemal. Zdaj, ker pa gledam Mindhuntera, sem pa gotovo, da unsub, a trigger, a pač vsi ti izrazi, ki so dejansko očitno res pravi izrazi, ki jih uporabljajo v FBI te enoti, zato ker Criminal Minds je točno to. Je behavioristična enota, ki potuje po raznih in lovite serijske morilce. Ima tudi recimo te šuterje in tako, pač ne glih high school, ampak te spree killers mislim, da so. In jaz mislim, da bo še šli na to. To terminologijo, ki jo razvija Mindhunter, oni vso uporabljajo v Criminal Minds. In to se mi je zdelo zelo zanimivo, ker sem pač mislil, da se je to en zmislil. Več sem mislil, ker Nadvanka ne deluje tako resno, ker je res proceduralka, ampak se mi je zdaj zelo zanimivo, no, kako to. In oni točno te profile delajo, točno na ta način, pač zmer imajo te pač, ne vem, 20 do 30 let, ima psa, ne vem kaj, ne more držati hišo in imajo točno to organized pa disorganized, to, kar se zdaj on spostavlja. In zaradi tega se mi zdaj refleksivno nazaj moram gledati in reči, wow, no. Čeprav pa seveda pri teh 15 sezonah je to čist nekaj, pač ne tega gledati, no. Če že niste, mogoče prvi 2 sezone, ker jaz sem pač, dobro, razen če niste tako kot jaz, ker moram pač pol vse pogledati. Jaz sem pač zdaj gledam. Večina ljudi ni tak. No, sej. Jaz zdaj pač gledam. Imaš neki OCD gledati. Ja, jaz gledam, čeprav pač brez veze. Unorganized. Ampak je pa dobro, no, ker zdaj ker imam ful zapeglati včasih, pa recimo to je spet ena od teh serij. Ok, popravljam, organized. Eno vprašanje imam zate. Prosim. Ponavadi si oblečen v majice in kavbojke. Ja. Koliko imaš ti stvari za peglati? Majice pa kavbojke tudi peglati. No, ok, ampak ful je manj dela z peglanjem majic kot s srajcami, pač. Zdaj sem pri Saturday Night Live sem včeraj gledal, sem spegljal 3 srajce. Ja. Vse zato jih redko nosim, ker jih moram peglati. Cool. Okay. Ko smo pri Saturday Night Live, vodil jo je glavni igralec ene najbolj slavnih filmov o serijskih morilcih, Woody Harrelson, Rejana morilca. Oliver Stone, scenarij Quentina Tarantina in mislim, da je to en teh najbolj v nebo pijočih primerov poveličevanja morilcev. Je, mislim, dejansko jih prikaže kot ona dva sta junaka, ljudje večkrat rečejo vmes, da sta junaka, zmagata na koncu, dodali like, ki so prikazani kot še slabši od njiju, recimo novinarja, ki ga igra Robert Downey, pa policista, ki ga igra Tom Sizemore, pa tudi tega Wardena, ki je Tommy Lee Jones, so vsi prikazani v dejansko slabši luči kot ona dva, ki hodita naokrog in randomly pobijata ljudi, ker pač. In definitivno, mislim, film, ki je prišel ven, je bil zelo kontroverzen. Jaz sem bil 17, meni se je zdel super cool. Si mislim, ja, in sem ga šel, mislim, 2 ali 3 krat gledati v kino. Ja. Okay. Ampak panične smehe bi zato. Ampak ne, dejansko Tell me more, Igor, tell me more. Dejansko se mi pač vseh teh 22 let kasneje zdi, da nima čist prav, da to dela. No. Zdi se mi estetsko gledano ta film še vedno en presežek Stona, zelo posledica vseh drog, ki jih je vzel, zelo dober prikaz tega, kako droge lahko pozitivno vplivajo na človeka, ampak ne vem, no, mislim, je pa tudi to, da jih direktno poveličuje za razliko od Dexterja ali pa tudi Jagenškov, ki jih res se ne spomnim več tega filma, ampak ja, mislim, tudi meni je bil zelo všeč, to se spomnim, ampak zdaj se res ne spomnim zdaj točno, kako pa kaj. Ja, sej. Mislim, napravim
Mindhunter se mi zdi, da bi ste vseeno malo tako bolj površinski, no, glede tega. To bi dalo eno razliko. Ne, vsekakor imaš tistega kriminalista, not, ki je zelo podobno prikazan kot ona dva tukaj, ki jima je nasledi in išče točno potem, ampak on je zasebno sadist in poskuša ubija ljudi vmes, zato da vidi, kako se ona dva počutita, da bi jih na ta način razumel, kar je insane v primerjavi z Mindhunterjem. Ampak temelji na neki isti podlagi, ne, ta Sizemorov lik in potem pač ga tudi ona ubije lahko zaradi tega, ker on preveč si želi biti njima podoben. Ne. Pa tudi tale novinar, ki ga igra Downey. Najbolj znan film o serijskih morilcih je Psiho. No, mislim, je znan, ampak Igor tle malo pretiravaš, se ti ne zdi. Tudi ko jagenčki umoknejo, pa mim glede ti tle nisi napisal 7, kako si drzneš? Ja, 7, sem imel v glavi cel čas, ja. Bi rekel, no, kad se pogovarjamo o Fincherju. Zodiak. Pa Zodiak, seveda, ne. Zodiak. Ne, sej dobro, Psiho se je zelo znan, ampak za današnje generacije jaz ne bi rekel, da je to. Ne, mislim, imaš toliko referenc na Psihota v vseh stvarih, ki so kasneje nastale, da tudi, če nisi gledal Psihota... Čeprav pač pri Psihotu meni je pač tle, jaz bi ločil film o serijskem morilcu in film, kjer je pač serijski morilc motiv, ni pa to, pač meni je Psiho grozljivka in nima veze z tem, da je pač serijski morilc. Bolj mi je bliže Jasonu pa Petku 13. Ja, mislim, na tak nek način zelo pač površen, kot pa recimo, ko jagenčki umoknejo, ker gre za to mitologijo serijskega morilca, pa kako ga loviš. Tam ni toliko, kako ga loviš, ampak kako on deluje. Ja, se vem, da je kako deluje, ampak... Kar pri teh Petek 13. Ne, to gotovo ne, sej zato, ker je to pač art. Vseeno je to Hitchcockov film, ki ima neke filmske kvalitete. Ene te psihološke osnove. No, ja, to gotovo. Ki so ampak, v Psihotu ja, ampak to je res zato, ker je pač takrat Freud šele postal popularen za film v tistih časih in so pač Hitchcock je prvi, ker res Freuda res znal pofilmati dobesedno, ne? Od tega, da je ta hiša maklet spodnje nastrope pa zgornjo, ker čista sestava jaza, nadjaza in pač ida, ne? Tako da ja. Bolj amaterski mi deluje, ne? v temo oziru, ko se tiče psihologije nekega morilca. Ne? Mi je pa glavna razlika med Psihotom, pa rečemo Mindhunterom ali pa Silence of the Lambs, v tem, da je v bistvu ta psihologija, ta patologija tega morilca prikazana. Ker je vedno ilustrirana skozi bajto, skozi mati, skozi vojerstvo, skozi levo desno, to je pač Hitchcockovski vizualni metje, medtem ko pa v Mindhunterju pa to vse preko dialoga ali pa Silence of the Lambs, kao quid pro quo, dajmo se malo pomeniti, ne, kaj Buffalo Bill počne ali pa tako naprej. Ne. Mislim, to mi je razlika. Štekam, kaj hočeš povedati, ne, pa ja, itak. Medtem ko pa Zodiak pa Seven se mi pa zdi, da v bistvu genau znotraj te špure. Genau znotraj te špore. Ja. Zodiak pa Seven ste zelo blizu Mindhunterju. Pri čemer pri Seven ti ne zveš, kaj njega žene, prav zares. V končni fazi on je zaključil, on je insane. Ja, njega še mora Holden šele intervjuati. Ja, žal. What's in the box? Hej, mogoče pa ga bo. Pri Seven mi je najboljša trivija to, da v bistvu so Fincherju poslali napačen scenarij, ker je bil ta scenarij, ki je posnet, ker What's in the box, konec, je bil zavrnjen na studio in je scenarist moral napisati nov scenarij, ki ima happy end, ki ga ustavijo, kjer ni mrtva. Gwyneth mora preživeti. Ampak potem, ko so se s Fincherjem... Slabši film bi bil, če bi bilo to. Ko so se s Fincherjem dogovarjali, so mu dali on scenarij pomotoma. In je on videl ti scenarij in je rekel, to je briljant, bom posnel film in so oni rekli, ups, ne, tu je prav. In je rekel, ne, ni šans, to naredimo tak ali pa ne naredimo. Ampak ta prizor se mu je toliko tistem spomin, da imamo tudi v Mindhunterju, What's in the box. Mislim, da je tist, kar je v škatli, je sicer čevelj, ampak dobi še kar grše konotacije kot glava Gwyneth Paltrow. Ja, čeprav zadnjič sem gliti in rekel, fuck, kak je to gobna, veš, kaj se ga potem gre na roke fukan tale Brutus, ali kaj že je. Brutus, ja, ne, ker ima pač hud fetiš, pa Metina tako pogleda, a je res to najhujše? Kam ona, je res to najhujše? Ker v bistvu Ed Kemper naredi
on ob glavi svojo mami, pol pa se zadovolji z njeno glavo. Ne? Ja. Sem Pa se ne sorry, samo, ja. čevelj je meni vse hujš. Sorry, čevlje tudi jaz uporabljam, njegovo mami ne, tako da mi je res tako. To ni argument. Se opričujem vsem poslušalcem, tale je bila res neokusna. Se posipam s pepelom. Okay. So anyway, what's in the bar? What's in the bar? Ja, tle mi je bilo kar je bilo toliko jasno, kaj je v tej škatli, pa tudi mislim, da je bilo njemu toliko. In ko on pogleda ta brudost, pač to škatlo, fakt, ko sem mu začel, prav vidim, kako se mu sline cedijo, prekletamo. On je res ogoben. Ja. On je pa res ogoben. Ker medtem, ko Ed Kemper, jaz sem njemu bral, ne, on ima IQ neki 150 ali 160, on je celo v zaporu potem sodeloval, to je the real life Ed Kemper, Yeah. On je v zaporu potem celo z svojimi psihologi sodeloval, da je razvil teste, kako ostale serijske morilce pa psihopate noter testirati in je on to počel z veseljem. Ja. Ne? Koliko dobrega je naredil. Tak, ja, se je res odkupil pa to, ne. Čeprav, prosim, na rekovajih. Ja. Ne, njemu so ponujali celo te parol intervjuje, ne, da bi lahko prišel ven, ali kao, v navednicah, ne, pa je vedno odklonil, ne, da bi to ni zrel za izpust. Ne, ne zanimivo, da sem malo v zaporu preveč dobro očitno. Ne, mene zanima nekaj, ne, če zopet na Mindhuntera nazaj skočim, ne, konec prve sezone je v bistvu, ker Holden tako napol zatrapan v mit co-ed killerja, Ed Kemperja, da ga gre obiskati v bolnico po poskusu samomorja, ne, in tam potem dobi vzrok za svoje panične napade. A se je to zgodilo? To me zanima, če kdo ni se to zgodilo, jaz sem to gledal. Je za serijo spisano. Ja, to je za serijo spisano, je pa on to naredil nekomu drugemu, ni pa bilo objema. Aha. Nekdo drug, nek policaj je bil in on mu je to povedal. Ful je tako zanimivo, jaz sem gledal, pač vse imate, bom dal bom si zdaj kar zapisal zapiske, bom dal ta YouTube video o teh resničnih morilcih, ker je kar nekaj takih zanimivih, pač večina stvari, ki jih oni govorijo, so pobrane iz transkriptov, sam so seveda združene, da je bolj zanimivo, bolj dramatično. Recimo, ker je tudi tista zgodba o ptičku, ki ga ima kaj že kjer že ima ptička. Tale, no. Doma ptička? Fuck. Se bom nekje našel, pač morilc, ki ima, ki ga grejo obiskat, ki pač Spencer, ne Spencer je detektiv. Tle imam vse skupaj skratka Boža dunga ptička, ki ga ima in pol ga nekega ona dva razjezita z nečim vrže ptička v radiator, ventilator. Aha, da ga ubije, ja. Tudi to je resnično. Je pa bila pač fora v tem, da mu oni niso v zaporu dovolili domačega hišnega ljubljenčka ali kaj, in ga je hotel vzeti paznik. In pol je on rekel, če ga ne morem jaz smeti, ga tudi ti ne boš. In ga je vrgo pač. Skratka, je neka kompilacija teh, ampak večinoma se kao kot da ful drži nekih resničnih. To se mi je zdelo tudi meni zelo zasebno življenje je čist fiktivno, ne njihovo, ampak to, kar se pa tam dogaja, pa je zelo v skladu s tem. Ja, ko tu se mi potem zdi, mislim, kaj smo že pokovali? Druge filme. Mislim, nista vidva sicer napisala, nisem imel cajta gledati scenarija, ko ste ga pisala, ampak omenili smo že Hannibala, ne? Yeah. Meni je zelo blizu Mindhuntera potem v smislu ta dialog med Hannibalom pa Willom, ne? Pa potem tudi ta psihologija, ki za tem stoji. Mislim, da bi lahko tudi direktno rekel navdih za serijo, ne vem, če zdaj to kdo od Fincherjeve ekipe to omenil, ampak ker tudi tam noter je sestavljeno zelo na ta način, kako se približati. Pa imaš tudi kao Wunderkinda Willa, ki se preko nekega empatičnega vlivanja v morilca noter, ne? Se ta zgodba meni zelo zgleda tako, kot da je mogoče pač, kdo je že avtor Jagenčke mokne knjige? Harris, jaz sem ni Ed, ja. Harris je, po moje, on to nekje slišal za to štorijo, no? Ali pa je to po Mindhunteru, ker tam je dejansko pač tudi neka podobna zgodba. Oni grejo intervjuvati serijskega morilca za to, da bi našli tega Buffalo Billa, ne? Oziroma drugega serijskega morilca. Glede tega sta zelo, pač očitno so sporednice, no? Je še en film, ki vzame čist drugačen pristop, The Cell, Celica,
z Jennifer Lopez. Tega pa nikoli nisem gledal. Vizualno je genialen film, je pa tam scena, da Jennifer Lopez je socialna delavka, ki dela v eksperimentalnem programu, kjer otrokom s travmami ona gre v njihove sanje in jim pomaga predelati te travme. In potem pride do tega, da je en serijski morilec, ki je doma na ulici Brestov. Ne, podobno kot v Jagenčkih truplo nekam, mislim, ni truplo še, žensko nekam skril in poljo bo zalilo ali pa bo umrla od lakote v, ne vem, par dneh in njega aretirajo, ampak on pade v nek epileptični šok ali nekaj podobnega in je edina varianta, da pride do njegovih možganov prek te eksperimentalne zadeve. Ne? In potem se večina filma odvije, ko je ona v njegovi glavi. In potem se nekaj pokvari in mora on v njeno glavo in whatever. Ne? V glavnem, Tarsem Sik, ki je to režiral, je predtem delal videospote, recimo Losing My Religion od R.E.M. In je fenomenalno, kaj on uspe, kako to vse skupaj zgleda, te sanje in to. In je dober thriller, ne? In zelo sledi Jagenčkom glede teh enih osnovnih stvari, ampak pač s tem dodatnim sci-fi elementom ful naredi. Edino vajo bi zagotovo zmotilo, on iz True Detective je, iz druge sezone True Detective je policaj. Kaj že? Vince Vaughn, ja. Ki tudi igra Normana Batesa v remakeu Psihota, ki ga ne gledate. To meni je pa cool. Remake? Nisem nikoli gledal. Tudi. Zelo lakonično. Meni je osebno je malo drugačen, mislim drugačen film, tako da ga nikoli nisem niti primerjal. Samo pač zgodba, ki jo že poznam, pa iščem sporednice, zato mi je špasn. Aha, bolj tako kot miselna naloga. Kot filmoljubska fora. No. Spot the difference. Točno to, where is Waldo? Oziroma, where is Norman? Badlands še moramo omeniti. Badlands je film Terence Malicka z Martinom Sheenom pa Sissy Spacek, ki igrata Richard Starkweather, zelo znan primer, tudi osnova za rojena morilca, pač dva zaljubljenca z težkimi družinskimi okolji, ki sta šla malo naokrog in pobila in kup ljudi. Malickov film je krasen, dejansko za razliko od Tarantina in Stona ne poveličuje morilca, vsaj ne dobiš tega občutka. Martin Sheen, definitivno njegova najboljša vloga, celo boljš kot Apokalipsa, celo boljš kot West Wing. Mislim res, to je film, ki priporočam, če ga imate priložnost videti, ne gledati na telefonu, ne gledati šiti DivX kopije, idite v kinoteko ali pa... Žal obstaja ljudje. Idite v kinoteko ali pa vsake toliko ga imajo na sporedu ali pa pač res neki vredu verzijo nabavite, ker je res lepo narejen film in dobra štorija. In ta film je tudi inspiriral Springsteena, ki je naredil komad Nebraska o tem. In ko je bil v Depri in je videl ta film in pol je naredil komad in še full research o serijskih morilcih in je komad... Ne proselil med druge ljudi. Se v bistvu... Komad Nebraska je res... Tisto, kar se mi zdi tudi pri Mindhunterju zelo zanimivo, je muska, pri kateri zelo hitro gotoviš, da res 70. in 80. so bili tako najbolj grozljivi romantični komadi ever, ker so skoraj vsi so tako zelo patološki, no, tako. Pa sploh še niso prišli do polis. Ker imaš te komade, ki so na konci, so vsi tako, pa zvenijo dokaj nedožno, ampak tako, ko so zdaj v tem kontekstu, si pa tako, fuck, ti prasci, no. Mislim, kakšen odnos do ženske, to je nasploh, no, tako se mi zdi kar bedno se skupaj. Če greš gačkanje skozi. No, pa sploh še niso prišli do Tell Me Why I Don't Like Mondays. To si mi pa ti razložil, Mito, povej. Meni je pa Tina razložila. Tega nisem vedel, da bi to... Mogoče bomo mogli posebno rubriko, to je po tej, Tina mi je razložila. Jaz mislim, da je mogli imeti posebej z linki tam vzbog. To je po serijskem, ne, ona je Mass Shooter.
Niti ni toliko serijska morilka, ne, ampak pač kak je že on pregovor, nas od psihopatov loči samo en slab dan, ne? In njej se je to zgodilo, da je začela kar streljati na ljudi, torej eno od prvih mass shootingov v Ameriki. In ko so jo potem seveda takoj ulovili in vprašali, ko pa je narobe, ne? Pač tell me why I don't hate Mondays. Mislim, pač I don't like Mondays, to je to in tako mat je potem navdušil, ne, Bob Geldofa. No se to, mogoče smo mogoče smo premalkrat omenili dejansko res, zakaj nas serijski morilci toliko privlačijo? A ste kaj razmišljali o tem? Recimo, res je tle problem, tudi v Mentalistu že malo nakažejo, pač tle res se šele kultura serijskih morilcev vzpostavlja dejansko. Ne samo, da pač oni vzpostavljajo behavioristično delek, ampak šele oni prvič v bistvu dajo ime, oziroma termin serijski morilec. Predtem so imeli sequence murderer. V prvi sezoni še govorijo sequence murderer. Zdaj nekaj serial killer, ampak je res tako, ljudje, ženske pišejo, rade bi se poročile s serijskimi morilci. Pač obstaja neka totalna fascinacija s serijskimi morilci. Zakaj? Mislim, da je to povezano isto kot vsaki detektivki. Če ti imaš nekoga, ki uspe zakonu ful dolgo ubežati, je zaradi tega zanimiv. Tukaj pa gre za to, da ni zgolj, ukradel nečesa ali pa kaj podobnega, ampak gre za to, da je res prestopil neke meje. In pol ali se ti to zagabi ali pa te to vzburi. Mislim, meni osebno pač dosti jasno se mi zagabi, ampak si zihar. Ne vem, mislim, da to sploh nisem vedela, da vedel sem, da serijski morilci navdušujejo druge serijske morilce, ker pač očitno neki posebni kult obstaja okrog tega. Vse. Mislim, to, da bi pa ženske, kaj se rada poročile z njim, za kvak. Pač očitno predan zadevi. Pišejo jim zapore, ful imajo oboževalcev serijski morilci. To je neka fama tuji, ki jo potem ustvarijo. Zato ker ampak vse to je nekako povezano, zato ker tudi mediji ful pač to so res razvpite stvari, mediji tudi zelo. Ampak zakaj? Zakaj nas to toliko zanima? Tudi se mi zdi zelo zanimivo, da zdaj spet prihaja serije o serijskih morilcih, ker imamo tudi veliko nenadoma teh true crime serij in podcastov, recimo, če smo že podcast, lahko govorimo drugi. Jaz sicer nikoli nisem poslušal teh. A je kdo dva je poslušal, kaj je bil že on tu ful znan serial? Nisem. Nisi, ne? Pač ful se mi zdi tako zelo zanimivo, ampak res so ljudje obsedeni z resničnimi umori in za serijskimi morilci. Mogoče tu posredi pač ta, kako ne rečem, prestop onkraj našega normalnega mentalnega razumevanja. V bistvu en umor še nekako razumeš, je iz strasti. Ker imaš motiv, pa si lahko si rečeš ok. Tudi jaz sem kdaj hotel. Mogoče pa to že tam na onem spektru genocida, ki ti pa več ni jasno. Mislim, kva je vam dogajalo, da sploh prideš do te točke, da to počneš. Jaz tudi mislim, da je to. Tudi zdaj sem nekaj bral o tem, bomo dali knjigo, ki sem jo bral tudi spodaj v zapiske, ampak tudi o tem pač, da je pač serijski morilec tako kot umetnik, ki preseže neke nevidno, prijatelj. Preseže neke etične, moralne pač vrednote neke čase in predvsem sledi svoj želji, ne glede no matter what. Pač res hoče nekaj narediti in naredi to. Neka obsesija je totalna obsesija. Naj še enkrat izpostavimo, da za razliko od mass shooterjev, ker je ena ženska, med serijskimi morilci ni žensk. Praktično ne, tudi recimo ni drugih ras, ka belci večinoma, ne? Večinoma je to beli moški. Drugi sezoni dva pokaže. Fanta shooter pa še enega. Vse res, ampak so res tako za vzorec. Tudi ženske so menda, a ni ono Charlize Theron na Monster film. Ampak ona ni bila prav zares serijska morilka. Mislim, disorganized mogoče potencialno. Ona je tam pač koliko dobiš idejo izgubila idejo, kaj prav, pa kaj ne, pa ful je bilo iz ljubezni, oziroma... Vsi serijski morilci pobijajo iz ljubezni. Zaradi ene ženske je druge ljudi pobila, ne? Mislim, razumem. Bližje mass shootingu. Ima vseeno nek motiv, ne? Mislim, Thelma in Louise tudi nista serijski morilki v končni fazi, ne? Ne, seveda ne. Oni ste čist prijazni ženski. Ali pač. Drugač pa, če že da še hitro naštejemo, The Fall z Gillian Anderson in kaj že un model, ta lep
fant iz. Jamie Dornan. Tako, Jamie Dornan, ja. To je pač serija o serijskih morilcih. Alienist, ne vem, če je kdo gledal Alienista, ta je pač taka zgodovinska. Meni tako ni bila tako napačna, ampak konc mi je bil še kar boring. Reaper Street je ena mojih ljubših zadev, ker sicer tako začne se serijski morilcem, zato ker je Reaper Street seveda po Jacku Reaperju, ker je postavljen v tisti čas, ampak dejansko pa raziskujejo zelo različne. Pač imaš od serijskega morilca do drugih stvari. Mentalist sem jaz omenil, zato ker sem to gledal, to je taka proceduralka, kjer pa v bistvu imaš overarching storyo, kjer pač ta jasnovidec, ki se pridruži pač iskanju, zdaj pač seveda fake jasnovidec, valjda, ne, ki se pridruži iskanju morilcev, lovi Red Johna, ki je meni bil v začetku eden najbolj zanimivih tako serijskih morilcev v serijah, ampak seveda pol čez ne vem koliko sezon ima tole, zelo razvodeni, na koncu so eni 3 Red Johni ali kaj že. Skratka, konec je bil kar tako za lase privlečen, ker seveda so ga toliko mitizirali in toliko nadnaravnega že delali, da je bilo neumno. Skratka, tako, Bates Motel, ne vem, ali jaz to nisem gledal, to je pač po Psiho, ne? In pa pač se je dosti teh kriminalnih serij. The Killing ima tudi, mislim, da v drugi ali tretji sezoni je tudi serijski morilec, recimo, ne? Tako da, zelo veliko je res tega serij in filmov o serijskih morilcih in zelo tudi slabih filmov o serijskih morilcih. Imate pa tudi ogromno dokumentarcev, ne, o Charlesu Manson, mislim, da sem bral, da so eni 4 ali 5 dokumentarcev, pa tudi seveda filmov, Zodiaka smo omenjali, Ted Bundy. Some of Sam je tudi, ki je tudi obljubljajo, da bi Ted Bundy se mogel že v drugi sezoni Mindhuntera pojaviti, pa so ga prišali tam malo kasneje. Zdaj bo pa Metod Trobec. Ja, drugače, ne, ti si zamudil. Zadnjič je kratki film Metod, je bil na FSF predstavljen v Kinu Šiška v tej retrospektivi tega režiserja Valburge. Tomaž Gorkič ima scenarij, ima glavnega igralca in zbira pač fokus in denar za to, da bo posnel film o Metodu Tropcu. Zaenkrat obstaja zgolj kratek film, ki je v osnovi trailer za to. Tale Luka Cimprič ga bo igral, ki ga najbrž večina pozna iz Studia City, ker igra varnostnika. In vizualno je trailer zelo zanimiv, pol pa, mislim, trailer, kratek film, kakorkoli, pol pa malo citira Freuda, pa si malo tako, ok, to pa je malo na prvo žogo. Hej, tak by the way, koliko smo pa mi imeli tega v naši podapski državici? Ja, mislim, da so eni par jih je. Pač poleg Metoda Tropca je še bil eden kasneje, kaj je že on. Zdaj mi je pa z glave ušlo. Drugač pa je tako zelo zanimivo, ravno ker si to omenil, ker sem hotel prej mogoče pozabil reči, ne. Da recimo, jaz se spomnim, ko sem bil otrok, da so nas ful, mislim, strašili, da se ful govorilo o tem, da ima kao Ptuj, da je imel pač tam ptujsko področje, da je imel nekega serijskega morilca, da naj bi nekoč našli neko... Mi smo imeli samo onega frica, ali kaj tisto. Ja, da je imel razkosano truplo, da so našli neki na avtobuski, ampak v resnici ne vem, a je to res ali ni. Mislim, jaz se to spomnim z otroštva, da se me s tem pač ptujski Jack razparatil. Ja, jaz tudi poznam to štorijo, samo ta taki urbani mit. Ja, a je to urbani mit, to pa ne vem. Koliko jaz vem, imamo mi Metoda Tropca in še enega, zdaj enega se... A ni bil Plut? A je bil Plut? Ja. Ta še je bil tudi neki... A je bil serijski, ali je bil zgolj neki strasti? Mislim, da je bil, da je pobil ene par ljudi in da je bila neka taka. Skratka, tudi je trik v tem, da je to zelo ameriški pojav, ne? Tudi v Evropi ni tok. Čeprav, koliko se spomnim... Smo začeli z Jackom razparačem. Ja, ampak se pa spomnim, da pa je bilo, da sem bral jaz, ko sem ful bral o serijskih morilcih in te zadeve, in vem, da sem bral for some reason, in vem, da sem bral do takrat je bil pač najbolj znan, mislim, enka je pobil, največ ljudi je bil v bistvu nekdo iz Sovjetske zveze. Tam je pobil ful. Pa tudi se je bil film neko njem. Drugač pa imaš pa serijski morilci že. Kakšna cifra, ne bila to neki 100, 100 pa neki, ja. Drugač pa tudi nekdo v Nemčiji, ki je, vem, da je pobil ljudi in jih je predaljeval v klobase in prodajal. Prodajal pač v mesnici je delal. Obstaja razlog, da pa v Nemčiji, veš, sauerkrautna varianta. Ja, mislim, da je bila pač neka taka fora. Da mi pol nekaj povem. Zdaj, ko sem lani, ali kdaj so obsodili 1-2 prikrita neonacista, ne, člana, ki sta potem po ksenofobnem ključu v bistvu ubijala, ne, mislim, 17 ljudi, ne. A je to serijski morilcev? Ni, ne?
Ja. Jaz bi rekel, da je, sem pač ni v tem smislu. Ni seksualno. Ni spolno pogojeno. Se pravi, to tudi nikoli ne veš pri teh rasistkih. Kakšne frustracije imajo vse, ki jih je mami vse tepla. Čeprav Mindhunter prav reče, v drugi sezoni, da v bistvu ponavad morilc ne prestapla rasnih mej. V bistvu, če je temnopolt, pobija temnopolte, če je bel, pobija belce. Oziroma v primeru je ubil vojakinjo, ker to je isto. Ja, ker pač ni uniforma bila tisti. Ni videl, he didn't see color. Ja, color blind, I don't see race. Ta fora. Kako napredno. Super. Zelo. Skratka, jaz mislim, da vsi lahko rečemo, da je Mindhunter super serija in da pač gledajte, če še do zdaj niste. Jaz mislim, da tudi vam nismo toliko spoiler, ker pač tle res ni tako, res bazira tako na od dela do dela, pa na teh intervjujih. Tako da tudi, če ste zdaj poslušali, ker niste mislili gledati, pač gledajte vseeno, po moje. No? In jaz se veselim 3. sezone, ampak domnevam, da spet čez 2 leti. Prej zagotovo ne, ker zdaj bo Fincher snemal film, tako da... Čez 4. Mislim pa še, mislim, da World War Z 2 je padlo v vodo, da tega ne bo delal. Ampak nekaj drugega pa snemate. Ok, še dobro, da je unopadlo voda. Skratka, smo v rubriki Kaj gledamo, beremo, poslušamo. Gledali smo kar nekaj reči, midva z Igorjem. V redu muska še Nick Cave and the Bad Seeds Murder Ballads. To pa ne vem, zakaj pa še zraven? Ful je komadov na to v morilcih, tudi v serijskih. Ja, ne vem, kjer. O'Malley's Bar. Tam pobije vse. Ja, vem, tiste pač bolj iz, ker ni dobro špice. Ne, punca Curse of Millhaven. Ok, ja. Dobro. Skratka, bomo dali tudi linke od tega. Mislim, ker tudi Poli bi se tle vprašal, kaj si išče od Nirvane napisana. Se, tip muči žensko, da jo bo ubil, pa nimaš vtisa, da je to prva. Nimaš vtisa? Jaz sem vedno tako vtis, da pač samo zgolj ta dotični. Nisem pa bral seveda o temu viru navdiha. Je pa tudi Nerdwriter pred kratkim naredil video esej o Poli, ker je odkril, da to obstaja, Nirvana. In rekel, ko so bili Nirvana popularni, sem bil 3. Ja, se za te generacije kar težko, jaz sem prav reveži so, no. Friends pa Nirvano, bolj pozno odkritje. Skratka, kaj gledamo, beremo, poslušamo. Gledali smo, midva z Igorjem sva gledala Valburgo, Prekletstvo Valburge. In slovenski je, dajmo biti mal... Skoro nič ne govorijo slovensko. Tako, mal smo lahko pokroviteljski, pa rečemo, da pejte vsem pogled, čeprav pač v primeravi z Idilo se mi zdi zelo, zelo slabši. Ja, jaz sem tudi imel review in tak tehnično gledano je hud preskok. Kak film zgleda, kak križ prica, te stvari, super. Kak dobro se gradi suspense, pa come on, pa ljudje laufajo po stopnicah gor in dol in gor in dol. In se vstavijo na sredi in ne vejo, če bi pobegli ali ne. In pa jih pobije vse. Tako. In imaš side story, ki nima nobene veze z ničemer, iskanje tistega baronovega očesa, kar neki, pač pol tist najde in ga zaštiha in je to. Ja, malo je butasto, ti close-upi so tok nadležni, ker nimajo kaj iskati v grozljivki, kjer ti pravzaprav čakaš, da zdaj nekod neki prileti, pol pa ti gledaš close-up in nič ne vidiš, pol pa nekrat lik začne pač umirati in si tako, nekdo ga je zaštihal. Pač, če nimaš denarja za penetracijo noža v telo, pač sorry, ne moreš snimati slasherja. Res ne moreš. Pol pa imaš še pač tole družbeno noto, ki je tukaj ful slabša. Mislim, je sicer tale glavni junak, je tip, ki gleda družbo, kak gre na boljše, njemu pa gre na slabše. Ja, to je super, se začne sem pol noč. Ampak pol bistvo, kar s tem naredi, je, da ima on en monolog, zakaj vsem ostalim lahko gre dobro, men pa ne, zakaj men ne more in pol pobegne in ga Bertrep mnogo odseka in niti ni, da bi bilo ono kojoti, da bi si dejansko trgal mnogo, pa še odšepal malo, ampak ga pride pobije. Ja, in to je bolj to. Skratka ni, Jonas pa, kaj je že Jonas pa Tanja Ribič. To je edina, zelo dobra fora. Ona dva igrata avstrijska turista, ki sta na tej turneji v tem gradu in ona ima eno tako malo torbico in iz nje vleče piksne piva, neomejeno.
pa pijete pier in se pogovarjate po avstrijsko in vsake toliko kaj rečete. Ja, in imajo zelo zabavno, ker mislite, da je pač to tako. Pridete v slovenski amusement park, pač, ker te boge Slovence nekdo pobija in so tako, dajmo še. In to se mi zdi, edini tak družben komentar, ki kolikor toliko rata, pa je zabaven. Vse ostale pa predvsej bogo. Tudi Mandiče moram reči, Mandič, če tole poslušaš, mislim si, da si naš fan, ampak ne vem pa 100%, ampak skratka zelo slabo si to odigral. Mislim, kad pride Drvenšek, ti zelo pokaže, kako se v filmu danes igra. No. In tako mislim, njegove pa so tako, res replike so tako gledališke in tako. Skratka, pustimo to. Jaz nisem gledal filma, samo še tamo vedno rad. Vidva ste gledala Ad Astro. Bilo je astralno. Bilo je astralno, je rekel. Mislim, gled, podoben problem je kot tam scenarij. Tole je en najlepši posnetih filmov tega leta. Soundtrack je izjemen. Soundtrack je izjemen, vizualije so izjemne. Če imate možnost, če še na sporedu v Kino Bežigrad, pridite v Kino Bežigrad, ne ga gledati v Koloseju ali Kino Komuni, ker imajo za nič projektorje. Idite v Cineplex, Maribox ali pa... Maribox? Ja, Maribor. Mariborski Kolosej. Ok, nisem vedel, nekaj novega za. Ali pa Kino Bežigrad, ki ga mi priporočamo, pa če ste pa snobi, pa bojo tudi v Kinodvoru preko slej imeli za zamudnike, pa lahko greste tja gledati. Če ste snobi. Vi trije snobi. Počakajte Kinodvor. V vsakem primeru, to je film, ki se ga splača doživeti. Kar se pa tiče štorije, pa je tak med, recimo enim, ki je tak, ne vem, Odiseja, ne? Pa Interstellar. To je skoraj bliže Interstellaru. No. Jaz ne bi Odiseja sploh tišel v to noter, sploh ne, ker imaš par fotografskih callbackov na to, ampak that's it. Ja. Prej bi rekel Gravity pa Interstellar, no, ker... Gravity tudi se gre enega simbolizma, ki je bolj pretiran kot tukaj. Ja, samo če se ne pogovarjamo o simbolizmu, pa gremo na tale kao rahla površinska grozljivka v vesolju, kaj se ti lahko pripeti, če nisi pazljiv, ne. Napram Interstellarove očetovske odisejade po veliki temini. Ne? Si tukaj tudi v končni fazi? Meni je Tina Fuller rekla, zakaj to ni science fiction, zato ker, mislim, zelo dobro analizirala, zato ker če to zgodbo predstaviš bilo kam, na otok, na morje, na kamorkoli, čisto isto funkcionira. Gre se zgodba o makajočem očetu in sinu, ki mora svoj odikovski kompleks razrešiti s tem, da ga najde, pa zraven še reši pa zemljo ali pa otok ali pa ladjo, kakorkoli se vzel. Tako da v bistvu vesolje je zgolj kulisa, ne? Tukaj je zero od science fiction, pač pojavi so to pa to, ni pa problema. Na IO9 je tudi zelo dobro astrofizik razdelal, kaj vse je znanstveno narobe. Tene stvari, ki sem tudi jaz omenil, ki so mi takoj ven skočile, pač so stvari, ki nimajo smisla, da se zgodijo v filmu, ampak je pa še enkrat krasno posnet, čudovito odigran Brad Pitt, wow. Ne, vsakakor, meni je samo ta beef, no, mislim, ko so kritiki tako pumpali, to je sci-fi, ne vem, leta, bla, bla, pa to ni sci-fi, kaj je z vami, no? Veš, meni samo to moti, no. No, skratka, Brad Pitt bo dobil Oscara, za tole ali pa zaradi Tarantina, za nekaj bo to moram komentirati, Brad Pitt je odličen, meni je bil odličen. Tako da končno tudi Oscar zanj. Ja, mislim, da dvomim, da bo dobil Oscarja, vseeno ga bo prej dobil, po mojem, Joaquin Phoenix ali pa ga bo dobil Tom Hanks, zato ker... Je dobro, sem za glavno, se tlega v Tarantinu ga daš za stransko. Ja, dobro, to je možno, ampak problem pri Oscarjih in Brad Pitt je že bil enkrat nominiran in je bil odličen za Moneyball. Problem je to, da on zna ful dobro odigrati subtilno. To je tisto, kar on zna res dobro narediti. Zna tudi pretiravati Fight Club pa 12 Monkeys, ampak tisto bo noben ne bo rekel, to pa 12 Monkeys pa je za Oscarja. Seveda za Oscarja, halo? Njegove igre ne. Fuck the bullshit. Ja, že zdavne bi ga mogel, tudi za 12 Monkeys bi mogel dobiti Oscar. Tudi Bruno bi se ga zaslužil za 12. No, ampak
kako me je preslišal. No, ampak povej, ja. Da znat kompjuter, veš. Redko kdaj dobijo subtilni za subtilne vloge, ampak dobijo za pretiravanje. In tukaj imaš po eni strani tega Joaquina Phoenixa, koliko smo zaenkrat slišali, nismo ga še videli. Bo pretiraval. Ja, in po drugi strani imaš Toma Hanksa, ki igra Mr. Rogersa, kar pač bojo ljudje nostalgično rekli. Ne, jaz sem še zmeraj prepričan, da tokrat pa dobi prvič DiCaprio dobi za glavno iz Tarantina. Tudi on pretirava z uno punčko. Tiste je super. In pa Brad Pitt mora dobiti. Zdaj pa je, da Brad Pitt mora dobiti. Tole bom dal naslednji podnebni protest, bom dal še tole geslo. Brad Pitt mora dobiti. Ni plana B. Mi, tako vem, si ti čez vikend pogledal Midsommar? Ja. Midsommar. Branil sem se ga lep cajt, ne bom preveč po tem takem spoileru. Ja, ne spoiler preveč. Rad bi ga šel še v kino enkrat pogledat, da bi ga doživel na velikem platnu. Pričakoval sem horror, pa ga nisem potem doživel, žal. Skratka, imamo science fiction, ki ni science fiction, in horror, ki ni horror. Samo ne poudarim, ne? Mislim, slasherji mene motijo skoki iz temine, variante, to mi gre na živce, ne pa da, veš, spoštujem pa craft, pa dober suspense, pa thriller, pa grozo, ki se vleče preko celega filma. Tle tega ni. Tle imaš pač, koliko sem bral tudi, v bistvu ta režiser je začel snemati nadaljevanje Hereditary v smislu feelinga pa groze, ampak je imel grd breakup v osebnem življenju in je to posnel. Tako da imaš v bistvu v osnovi je breakup, ki se zgodi na Švedskem znotraj nekega etno-švedskega kulta, ki častijo oziroma 4-letne čase, to nisem nič kaj preveč povedal in tako bomo rekel, groza je za sladico. Aha, ok. Pa ste gre. Groza je za sladico. To je dober. Samo je, t-shirt, ne? Zdaj bomo še bolj šli gledati. Ne, pejte ga se čudovit pogled, igra je izjemna, muska je nora, mislim, ta Weird Factor je na 12 našopan, ampak če pričakuješ Hereditary, ki je meni bil res nail-bitingly napet, tukaj ni, tukaj se v bistvu malo potegne, malo razvleče, baj še pride na DVD-jih, pa Blu-rayjih, daljši cut. Ja, bral sem review Director's Cut in je bil to, da ko ga pogledaš, vidiš, kako dober je prvi film. No, če to je. Tako da, vse verjamem, da v bistvu posnet film po Hereditary ni tak easy, ne, ampak pa mogoče je malo... Torej je malo underwhelming. Ja, mislim, da mogoče je malo preveč bilo v to temo groze projicirano. Ja, Igor, si še ti kaj pogledal? The Boys, vsi smo gledali The Boys, zdaj sem še jaz pogledal The Boys, dajmo reči, to je najboljša superhero serija, mislim Agents of S.H.I.E.L.D. Kaj? Halo? Kako lahko rečeš, če nisi gledal? Ja, gledal sem prvo sezono. Prvo sezono, amater. A Igor Glika rekel, Agent Coulson sucks cock. Ja. Ampak ja, definitivno se strinjam, da ob drugi sezoni bomo mogoče morali epizodo temu posvetiti. Ja, mislim, definitivno me je primilo, da bi še stripe prebral. Ful je vredo odigrano. Kaj je bil vzrok, ja, da bi še filme, da bi še stripe prebral? Ja, so stripi še bolj violent in sexual, tako da ja, to je tone down, kar ko gledaš serijo. Igor si želi malo delfinje akcije. Get your horny on, kaj se ti veš, da pornografija na netu zastone. Drugač pa, to mi je bilo zabavno, sem zvedel, da Simon Pegg je bil inspiracija za glavnega junaka in zgleda Simon Pegg za strip, ne? In ko so že takoj nameravali narediti film, bi on igral glavno vlogo, pa je pač minilo 10 let ali nekaj taja in zdaj pač igra fotra. Vsi so ga malo še postarali. Vse mi je bilo res pa zanimivo, zakaj so dali ravno Simon Pegg vlogo, ko mi je bilo tako. Pa delaš ti film. Ja, vse. Okay. No, skratka, jaz mislim, da ob drugi sezoni bomo verjetno epizodo te posvetili, ker se zdi slišati. Producenta sta Seth Rogen pa Evan Goldberg, ki imata še eno odlično stripovsko serijo, ki še nismo menjali tukaj in to je Preacher. Aha, ja, to pa. Zdaj se bo končal Preacher, ni to zdaj zadnja sezona, ki zdaj fura? Mislim, zadnja, ja, zadnja. Meni se zdi, jaz imam tega tudi na seznamu, sem pač... Jaz sem pogledal prvo sezono, nisem še dalje in je zelo insane.
full bonus, že takoj, čist na začetku prvega dela, umre Tom Cruise. Ne pojavi se not, vmes so poročila, Tom Cruise je umrl, meni se to zdi full over. Good news after all. Skratka, to smo pogledali. Jaz bom sicer mogoče v naslednji več povedal. Jaz berem zdaj tole knjigo Lepota po ameriško, v bistvu o estetizaciji umora. Sem mislil, da nam bo kaj prav prišlo k temu podcastu, pa nekaj smo razmišljali tudi o gostu, ampak pol se ni išlo. Jaz bi še lahko tukaj samo na hitro omenil, ker te parkirjam, teater. Jaz sem pa bil zdaj na premieri Vojnovičevega Rajze Fibre v Prešernovem gledališču Kranj, da malo reklame naredim, pa tudi disclaimer, jaz za njih tu pa tam naredim malo dizajna za njihove tiskovine. Od tod zdaj tole. Ampak, tako bom rekel, pejte pogledat, meni se zdi super, imam pa par kritik, sicer nisem gledališki kritik, bi par zadev bi tam porezal, tam glede mogoče matere, ki ima neke travme oziroma strahove okrog pomočnice, ki je begunka, ne? Pa ene par takih gledaliških prijemov, ki se mogoče prevečkrat noter pravilo. To je bil drugače, je pa super napisano, se mi zdi, da je kar dobro odigrano. On sem scenarij naredil ali režiral? Ne, režirala pa je... Karkoli bom zdaj rekel, bom narekel narobe, ampak zagrebška režiserka. No, sej, jaz menim, da je Goran Vojnovič odličen pisatelj, in da žal je po izobrazbi režiser in ima občutek, da bi tudi režirati moral. Ker njegovi filmi niso, filmsko gledano so precej jim zmanjka in toliko dobra knjiga, kot je Če Furije Raus, ki vem, da je nastala kot na osnovi scenarija, ne? Knjiga je briljantna, ful je vrejo narejena in rezultat je toliko daleč od potencijala te knjige, da res ni. In zdaj mislim, da ima nov film, dela in moram reči, da se ne veselim tega. No. Skratka, Goran, če to poslušaš, piši mi, ti dam telefonske naslove obeh svojih. Ne, Goran, vse si super, sem vem, da si samo pisal. Definitivno si pa zaslužil njegove knjige, mislim, da 2-krat Kresnika dobil. In, 3-krat. Ja. Ne, se tudi ta štorija se mi zdi zelo znotraj te njegove špure, ki jo on razvija preko knjig pa filmov. Ne. Moram reči, da v bistvu meni je Jugoslavija, moja dežela v ljubljanski drami, bila bolj všeč. Ta tudi ni slaba, je pa podobna štorija, ki v bistvu je torej že ustaljena migrantska družina v Sloveniji iz bivših republik, potem najame pomočnico iz zdaj novega begunskega /vala, da se tako izrazim, in pride potem takoj do nekega kulturnega prepada. Ne. Hkrati živeti v Sloveniji kot nek tujec /čefur, pa dobič, veš, kako se spopad s temi novimi begunci, pa gre se o tem, da v bistvu vsi bi radi nekam zbežali, ampak so prikovani na pač neko tujo okolje. In je super, še vedno super, pa predvsem Aljoša Trkovšek pa Miha Rodman odlično odigrata. Tako da res priporočam. Gledališče Kranj dolguješ na pivo za EPP. Ali pa povišico. Ali pa povišico kakšnemu oblikovalcu. To je to dejansko, kar imamo. To je to za ta denar. Joker. Tako je, za naslednjič, jaz sem hotel to na koncu povedati, ampak hvala, Igor. Za naslednjič smo se pogovarjali, da bomo delali najbrž Jokerja, razen če zdaj ta teden, ko gremo to gledati, ne bo kul. Ja. Kar pa mislim, da ne vem, najbrž ni taka verjetnost. V vsakem primeru pa mislim, da lahko posnamemo Joker, pa se pač pogovarjamo o drugi Joker. Se pa to, če ni kul. Včasih govorimo o zadevah tudi, ko ni kul. Naprimer, tvojem likanju srajc. Majc, in ne, vse srajce omenil. Ne, da vse lika. Lahko kritiziram, gledamo one gube. Okay. Misliš na obraze tega drugače ne likam. No, ljudje in ljudine, to je bila že naša 29. epizoda, druga uradna epizoda druge sezone. V njej smo se pogovarjali o seriji Mindhunter, prvih 2 sezonah Duše lovca. Poslušali ste torej podcast po imenu Obot, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, Tina mi je razložila Kegič. I like it, I like it. Igor, daj no. Aljoša, jaz peglam Harlamo. Tole epizodo smo posneli v kinogledališču Bežigrad, za kar se ekipi KGB-a, prijateljski agenciji, seveda zelo lepo zahvaljujemo. Kot bi rekel on že, kje se vajo najde na internetih, Igor? Twitter pa Delo. Delo, gledal bom, ne več. Pa gledal bom. On bo vse gledal. Mito?
Vse posod razen v dosjejih FBI. Tudi mene na Twitterju sem Al Harlamov, kjer lahko spremljate moje zabavne budice slovenskim politikom. Druge pa pač največ itak zdaj delam bolj za obod, kot karkoli drugega. In če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov. Spet še vedno toplo priporočamo Castbox, če pa imate težave, se obrnite na našega tehnika Mitota. Dajte nam kakšno oceno na iTunesih, dokler še obstajajo, podprite platformo Aparato z odličnim izborom podcastov za vsakega in če vas bo danes po noči zaradi naše epizode strah, manjakov, spolnih iztirjencev in psihopatov, vedite, da smo zasebno v resnici čisto prijazni ljudje. Na Twitterju nas najdete kot podcast Obod, na Facebooku smo kot podcast SKM, Obod brez pikic vmes, tako je tudi na Instagramu, tam delimo rajcere, prikolice in druge zanimivosti in tja lahko usmerjate vprašanja, pripombe, komentarje, psihološke profile vaših sosedov, pritožbe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič, sicer se pa slišimo spet kmalu. Se slišimo spet kmalu, čez 2 tedna, natočneje 15. oktobra, ko bomo naša očesa od malih ekranov najbrž spet usmerili k velikemu platnu, medtem ko to poslušate, se v naša kina seveda že prismejal Joker in če bo film tako dober kot vsi, ki so ga videli, trdijo, da je, se bomo v prihodnji epizodi pogovarjali o njem in ko ste slišali, tudi če ne bo, se bomo pogovarjali o njem. Obodovci in obodovke, se slišimo torej spet čez 2 tedna. Love!